Začele so se težave z enospolnostjo. Ugotovila sva, da je zasvojen s pornografijo. Zavestno razmišlja o tem, da stvari postajajo nevarne in se zavedati svoje okolice, ne? Vse je težko, valjda težko je zjutraj se ti zbuditi, pa iti na trening ob 6, ampak še težje pa je potem živeti s tem, da ne treniraš, pa se počutiš šiti. Če se ne počutiš dobro za svoji koži, se boš težko slekel in šel posle z nekom. Po moje je bilo bolj v moji glavi sporno, kot pa veš tak. Ker sem imela več problemov s hrano in polje, veš, to taka misel. Ampak če pa že cel dan ne jem, pa mi pa sploh ne sedi jest in sem bila sam tako... Ne vem, boš videla svojo neko sošolko, ki jo imaš rada na faksu, pa ne bo prva stvar, ki boš rekla, kako imaš danes ti masne lase. Jaz čutim, da nimam več takega sparka, kot sem ga imela, ne? Da si ti tudi vzameš to neko svojo pravico do nekega počutja, pa tudi da to izraziš. Tudi dopamin se počasneje sprošča, pa zdaj pa ti odpreš TikTok, repost, komentarji, grem pogledat, to se je zgodilo, tisto. Jaz tega ne bi mogla. Ampak kaj pa, če bi mogla, zato ker pač je to the love of your life in bi pač mogo iti on drugam. Kaj bi pol naredila, bi ga pustila? Če si boš ti sam neko negativno sliko ustvarjala glede sebe in govorila slabo o sebi in samo sebe ponižvala, ne moreš pričakovati nobenega napredka od tega.